Imam 4-krat potrdilo, da sem normalen, ker sem mogel delati zdravniški pregled. V postelji s Sandijem. Živjo, jaz sem Sandi, vi pa spremljate prvi intervju v Sloveniji, kaj so na svetu, ki se izvaja v domači postelji. In danes sem v Pojslo povabil najbolj nasmejanega glasbenika na svetu, odličen plesalec, tudi zmagovalec ne vem katere sezone šova Zvezde plešejo. V osnovi pa bobnar, ki je kasneje se odločil, da bi postal glasbenik. Dejan Vunja! Sta zadnjo si me pa mogel malo cepati. Sta zadnjo si me pa mogel bobnar, ki je želel potem postati glasbenik. Ja, saj vemo, kdo so bobnari. Hvala. Ja, pa tudi kdo smo basisti. Hotel sem ti tale štrudel, da sem zdaj tega ne bom, kaj tako le. Štrudel si mi prinesel. Zdaj le ne, kaj si me tako napovedal. Ti si pa prvi gost, ki mi je nekaj prinesel. Ja, prinesel sem ti štrudel, ki si ga ti dobil od ene gospodične, pa si ga meni dal zato, da ti ga zdaj jaz dam. Tako da, evo. To režemo ven. Kaj se režeš ven to? Bot realen. Ja, odlično, hvala. Malo ga hecamo, ja, izvoli. Bova pojedla. Bova pojedla. Če vas že kar takoj nazdrav s štrudlčkom. Ti kar dej, veš, jaz v Pojsli ponavad ne jem, imam za to kuhinjo. Si doma razčistil, ker si povedal, da greš z mano zdaj v Pojslo, ne bo kak kažin prbajti. Nisem nič razčistil, ker nisem vedel, da grem s tabo v Pojslo. Ker rekel si, kao, bo igra. Nisem pa vedel, da va tukaj le. Ampak lej, se počutim pa zelo domače, tako da bom res očitno mogel biti res fejst iskren. Si pripravljen na prvi Sem nisem na svetu iz domače Pojsle? Nisem. Ja, gremo na oglase. Sem. Super. Ok, gremo na prvo vprašanje. Še nikoli se nisem sončil na nudistični plaži. Sem. Zdaj pa vse informacije, frčafele poslušajte. Kje je to bilo? Sploh ni težko, jaz večinoma hodim na morje v Punat in pol tam, ko greš naravnost, a veš, greš tako potka dol, pa imaš pa plažo, pa greš pa tako ful dol proti enemu nudističnemu kempu. Še nikoli se nisem poljubljal z dvema različnima osebama v obdobju 24 ur. Sem. Stari, srednja šola. Valjda sem. Tudi tako na špilu, pa to, ker greš, ne vem, prvo vrsto, pa... Čakaj, zdaj si me vprašal, ali si, in sem odgovoril sem. Ja, obrazložitev. Obrazložitev. Ne, ja, se ti lahko eno najbolj noro mojo srednjošolsko, evo, je bilo eno obdobje. Človek se potrud speče štrudel in pol tako, da ti razmetavaš klele štrudel. Leto, no. Mislim, leto. V glavnem, ja, bilo je tako, da sem pač bil zaljubljen v eno punco. In pol se je zgodilo kaj? In pol? Glej, zdaj pa še jaz sem začel. Veš, kako slab vpliv družba, kaj naredi družba. In v bistvu ta punča ni hotela nič me z mano. Pa sem pa takrat iz inata bil za eno drugo. Pa se je pa pač ona v roku 24 odločila, da mi pa da šanso. Ampak pa nič ni bilo ne za eno, ne za drugo. Okay, tako da v bistvu sem bil jaz žrtev kot moški, tako da se ve. Še nikoli nisem nič ukradel v trgovini. Sem. Kaj bilo to? Sem in ti bom tudi povedal, to je bila pa izkušnja iz otroštva, ki mi je pa dejansko ostala tak grozen občutek. Enkrat smo bili na Ptuju, vzel sem žvečilni gumi kot otrok, ker sem ga hotel imeti in sem si ga dal v žep, mislim, da če se pravilno spomnim. In ker sem ven prišel, sem iz žepa potegnil ta žvečilni gumi in ne vem zdaj, je bila takrat mama ali oče. Sta videla in sem mogel jaz iti v trgovino, ne vem, takrat sem bil kad star po mojem 9 let, 8 let, se veš tista obdobje, jaz sem mogel iti na konc v trgovino pred prodajalko, kjer so bili cela vrsta ljudi in sem mogel dati na mizo žvečilni in sem mogel reči, da sem ukradel žvečilni gumi. In to mi je tako ostal v spominu ta grozen občutek kot otrok, da takrat nisem nikoli več. Kaj naredi en žvečilni gumi? Ja, ampak je prav. Absolutno, ste poslušali starši? Ja, ne, je res prav. To mi je ostalo ful v spominu in dejansko pač nikoli več takrat kot otrok nisem nobene neumnosti naredil in nisem nič več ukradel. Pa še tako, da ne moč niti reči, da sem ukradel, ker sem mi tako vrnil na koncu. Še nikoli nisem izgubil vozniškega izpita. Zdaj gremo na oglase, ker tu bomo dobro prodali. Ja. Koliko procentov? Čakaj, kaj se je dogajalo? Iz kire firme bomo račun za reklamo prodali? Ne, nisem ga spil. Niti enkrat v življenju še nisem napihal, ker se tega, to se mi ne zdi prav, da piješ in vozaš.
Sem pa imam pa malo problem z malo težko nogo. Šel sem iz enega nastopa na drugega, glavnem šel sem prehiter, bil sem mladi voznik, takoj sem fasil 9 pik in sem izgubil vozniški izpit in potem sem ga spet kot mladi voznik zelo hitro mogel delati. Imam 4-krat potrdilo, da sem normalen, ker sem mogel delati zdravniški pregled. Tako da zdaj imam že toliko potrdil, da je že vprašanje, če sem normalen. Tako da to je to, ja, tlele smo. Tako da je ta izkušnja, kako delati 2-krat vozniški izpit. Ti še nikoli nisem padel z odra. Stari naprej. Sem telebno že iz odra, sem si tudi že zvil gležen na odru gor, ker sem se v kabel zapletel. Kako pa izgleda nastop? A veš, kako izgleda, da se ti cel bend, tako imam ful dobre prijatelje v bendu, da se mi pol dejansko smejejo v glavo. Bili smo v Komendi, špilali smo zelene oči, vedno bom ljubil oči te zelene in potem je prišel solo in jaz začnem skakati in pa sem se zapletel s kablom in sem prav po tleh sem se zvrnil s kitaro z vsem, ker sem prav direktno nagležen, tak gležen sem imel varianta, ampak potem sem se takoj vstal pa skakal naprej, kao nič ni, a veš, pa sem bil tako in tako vidiš sam mojega kolega, a veš, boblarja, pač mojega najboljšega prijatelja Tilna Vidne, ki špila tako tako, veš, vsi so se mi smejali, jaz pa s takim gležnom na koncu, tako da ja, je bilo zabavno. Tako da iz odrov imam najbolj takih zabavnih zadev, pa največkrat sem jaz od vseh naših 5 fantov, ki smo v Brendijevih barabah, sem ponavadi jaz vedno tarča največjega posmeha. Še nikoli nisem odpovedal intervjuja zaradi voditelja. Za prvo žogo nisem, se pa nisem hotel več vrniti, evo, to ti pa lahko povem. Res? Ja. Na tisti mediji varianta. Jaz se pa sam to pol pomeni, da sem v bistvu. Si povedal zaradi voditelja. Sem, ampak zdaj se točno ne spomnim, zato ker se mi zdi pač pol brez veze. Če voditelji imajo včasih kakšno to tendenco, da hoče biti pač oni glavni, kljub temu, da povabijo k sebi gosta, takole in potem glumi tam zvezdo in hoče, da se okrog njega vrti in pa si rečem, zakaj sem pol sploh jaz na intervju prišel. In na koncu pač pol rečem, da je brez veze iti na tak intervju. In sem vesel, da me nimaš za ne vem kakšno zvezdo, ne? Zato ti podarjam priznanje za uspešno sodelovanje na prvem posteljnem intervjuju v Sloveniji, Postelji s Sandijem. Izvoli. Najlepša hvala. Sem vesel. Kjero bova zapela na to? Nije lepše kot si ti, skrije vse. Ne znaš teksta. DGD čunderat. A ja, ti si hotel DGD delati. Nije lepše kot si ti, skrije vsaka se pred tvojimi očmi. Nije lepše kot si ti, zame sploh na svetu lepše ni.